to pomeni za življenje v sodobnem svetu, v katerem vsi uporabljamo pametne naprave in vse bolj umetno inteligenco. Moja osnovna ideja je, da s tem ni še čist nič narobe. Če uporabljamo pametne naprave in če uporabljamo umetno inteligenco pametno, tako kot uporabljamo škarje ali lopato ali kaj drugega. Dokler to uporabljamo pametno, ni nobenega problema. To so orodja, ki nam koristijo. Zavrali, uporabljajte pametne naprave in uporabljajte umetno inteligenco. Ampak obe orodji že vsebujeta dve besedi, o katerih bom govoril. Besedna zveza pametne naprave vključuje besedo pametne. In umetna inteligenca vsebuje besedo inteligenca. Se pravi, v obeh primerih govorimo o pameti in o inteligenciji. Sledite. To pomeni misli. Zdaj pa pogledamo, kaj to pomeni za možgane. Kaj pomeni pametno uporabljati pametne naprave in kaj pomeni pametno uporabljati umetno inteligenco. Moja osnovna ideja je, da je to super koristno. Super koristno je, če znamo pametno uporabljati pametne naprave in umetno inteligenco. Kaj pa zdaj pomeni pametno uporabljati ta orodje? Ali to pomeni, da cele noči igramo igrice in gledamo prek pametnih naprav serije in brskamo po internetu in tako dalje? Ne. Pamet s tem nima kaj v zveze. Po noči je kar dobro spati. Zelo koristno, pametno je spati. Zelo pametno. Recimo 8 ur na noč. Je to zelo pametno, zelo koristno. Ker boste svoje možgane še uporabljali dolgo časa, leta, desetletja. Zato je dobro skrbeti za nje, za možgane. Ker vam prav pridejo, zelo koristijo vam. In ker jih boste uporabljali še desetletja dolgo, je zelo fajn, zelo dobro. Če so v dobri kondiciji možgani namreč. Ali se jih strinjate? Da je to koristno. Ali vse eno, tudi če nam možgani propadajo, se rečemo, ima se vse, brez vede, ni pomembno. Ali rečemo, da to ne je pomembno? Ja, upam, da ne. Če smo pametni, si mislimo, da je za možgane dobro skrbeti. Če uporabljate umetno inteligenco in vem, da jo, potem veste, da na dnu z malimi črkami, ko odprete zaslon, piše umetna inteligenca, naprimer Claude, ki ga jaz uporabljam, se lahko moti. To piše, spodaj, ste preverili. Piše, lahko se moti. In potem piše še nekaj. Piše double check responses. Dvakrat preverite, kaj vam pove umetna inteligenca. To spodaj piše. Če ste pametni, ga boste, to navodilo namreč ali pa na svet, upoštevali in boste dvakrat preverili,
kaj vam pove umetna inteligenca, ker sama pravi, da se lahko moti. In tudi se. Včasih se zmoti. Včasih vam da neumne odgovore. Zato je dobro preveriti. Tudi sicer je dobro preveriti v življenju kakšne stvari. Včasih dvakrat. Da ne naredimo preveč neumnosti. Torej, pametno je preveriti, kaj nam rečejo mediji, kaj piše v časopisu, kaj nam pove YouTube video, kaj nam povedo tudi ljudje. Pametno je preveriti, kaj nam pove umetna inteligenca. Če se kdo ne strinja s tem, ne ukvarja. Mogoče se komu ne zdi, da je to pametno. Ali preverite, kaj vam pove umetna inteligenca? Ali samo prepišete tisto, kar vam je rekla, pa date naprej? Preveriti, nikoli ne vjamo se reči. Dobro je preveriti. Pametno je preveriti. Okay? No, zdaj pa pogledamo par stvari, kako mi ljudje krepimo svojo pamet. Ker pamet je tako kot mišica. Lahko jo krepimo. Kadimo. Ne kadimo. Krepimo, se pravi, lahko krepimo, ja. Lahko jo povečamo. Pamet. Lahko jo povečamo. Lahko smo bolj pametni, lahko smo manj pametni. In vemo, kako pamet povečamo. Ali je kdo, ki ne želi svoje pameti povečati? Lahko da kdo tudi je, ne? Ampak ni pa prav pametno. Ni prav pametno. Ne? Pamet se lahko tudi zmanjša z leti, lahko se celo zelo zmanjša. Lahko se celo tako zmanjša, da je na koncu zelo malo. In pa človek trpi. Pa ni vredno. Ni fajn. Ne? Torej, vemo. Dajmo pogledati zdaj par idej, lahko celo na svetu. Kako skrbimo za svoje možgane, da bodo v dobri kondiciji. Vsej vi veste, kako skrbeti, naprimer, za svoje mišice. Veste, kako se to dela. Ne vem, dvigujete v težino, ali pa hodite, ali pa greste k fizioterapeutom, ali pa kakšnim drugim terapeutom, pa greste v telovadnico, pa kaj podobnega, ne? Krepite, a drži? Dajmo zdaj pogledati, kako krepimo mišico, ki se imenuje možgani. Ker je to pametno, krepiti možgani. Ker je pamet odvisna od tega, v kakšni kondiciji so. Torej, kako to krepimo v obdobju pametnih naprav in umetne inteligence? Dobro. Jaz bom pokazal par raziskav. Ne se ustrašati, ker so pač angleščini in ne bomo nič se z njimi kaj dosti ukvarjali. Bomo samo pokazali, da so, da obstajajo, ne drugega. Vam jih ni treba brati, jaz jih pa berem, zato ki me to zanima. Vam bom pa povedal, kaj vam odpiše. Par stvari, zelo preprosto, par stvari, 2 ali pa 3. In to bo vse. Za danes. Najprej moram reči, da me je pred časom zelo navdušila ena knjiga, ki ima zelo dober naslov. Zelo dober naslov. Naslov te knjige je Paradoks neumnosti. Vem, da čudno zveni, da je tudi to pomembno, kaj to je, ampak samo povem, da sem to knjigo prebral in me je zelo navdušila. Obstaja paradoks neumnosti. Kaj ti ljudje se lahko obnašamo pametno, lahko se obnašamo pametno, če skrbimo za svojo pamet, lahko se pa obnašamo tudi neumno. Kdaj? Naprimer. Če ne skrbimo za svojo pamet dovolj, lahko naredimo tudi kaj neumnega. Kar mi grih najbolj. Ni fajn početi.
neumnosti v življenju. Ja. Ni dobro. Zlasti dolgoročno vzeto. Ni prav dobro. Mogoče se včasih na kratke proge celo izide, pa se nam zdi, se vsem, ali pa se eno noben videl, ali se ni pomembno, ampak če včasih naredimo kakšno neumnost, je to čez nekaj časa lahko tudi za nas slabo. Ok, to je samo referenci, da lahko počnemo pametne stvari, lahko pa tudi ne. Lahko pa počnemo tudi neumne. Tukaj gor pač par stvari piše, ampak to nas zdaj ne bo zanimalo. To nas ne bo zanimalo, te je samo par poudarkov, to imam se neka druga predavanja, poudarkov povem, da je dobro, koristno in smiselno in pametno, če se vsaj kdaj, sem pa tja, ni treba vsak dan, ni treba vsako uro, ampak vsaj kdaj malo kritično vprašamo sami sebe. Kaj počnemo, kako se obnašamo in ali je to za nas koristno. Fajn se je to vprašati. Kdaj pa kdaj? In temu rečemo kritično razmišljanje. Okay? Fajn je kdaj pa kdaj kritično kakšno stvar premisliti. In to, da kakšno stvar kritično razmišljamo na mesto, da kar verjamemo, kar nam drugi govorijo, ali pa kar preberamo, ali pa kar piše na internetu, ali pa na YouTube vidih, ali pa na TikTok, ali pa na Instagramu, in tako naprej, na mesto, da kar sprejmemo, da se vprašamo ti stari, da je čak malo počasi, je to sploh res. Tako je. Ker tam gor je vse mogoče. Vse je mogoče. Tam gor so tudi zelo neumne stvari. In tudi zelo nevarne stvari. In izmišljene stvari. Zato se je dobro vprašati, a je to, kar vidim, a je to, kar berem, sploh res. Kaj pa, če ni? Lahko da zveni lepo. Lahko da je videti krasno. Ti izdelki, ki so na medmrežju, so pogosto čudoviti, so krasno dizajnirani, so fantastični, so zanimivi, so privlačni, so lepi, imajo lepe barve. Ljudje, ki tam govorijo, so se naučili lepo govoriti. Govorijo pametno, razen kadar ne. Ampak, če se mi ne vprašamo, se nam zdi, wow, koliko je to vse zanimivo in koristno in da je vse to sprejeti in verjeti in potem ponavljamo za njimi. A veš, te je ona Jožica rekla, pa ona Metka, ali pa Janko je rekel, ali pa ne, Sviguljica, kakoli. Vem, god piše, bom pa ja vedel, sem prebral. Siguran je tako. Ali pa ni. Ali pa ni. Lahko da je. Zato se je dobro še enkrat vprašati. A mi sledite? Vsebine na omrežjih, na medijih so narejene tako, da nam bodo všeč. Ljudje namenoma naredijo videe in vse ostalo tako, da bi bilo všeč čim večjemu številu ljudi. Namenoma naredijo. Vsebine so namenjene najprej nečemu, kar vi zelo dobro poznate. In to je številu všečkov. Vsebine niso namenjene toliko pametnemu in kritičnemu razmišljanju, namenjene so predvsem všečkanju. Tako je, dajmo se reče všečkanje po slovenščini. Ne, rečete, I like it. Oziroma nič ne rečete, tam stisnete eno ikono. Nič ne rečete. Vsebine so narejene tako, da bi čim hitreje, čim več ljudi kliknilo like. Tako je. In oni na drugi strani, ki so to naredili, se bodo potem hvalili, da veš, moja vsebina ima pa že 100,000 všečkov. A kaj 100,000? Moja ima pa 1 milijon. Ne bo rekel ta drug. Tako je. Ali to pomeni, da so vsebine, ki so všečkane, tudi resnične? Še zdaleč ne. Pomeni, da so všečkane.
Drugega. Pomeni, da so nekomu všeč. Oziroma, niti ni nujno, da so nekomu všeč. Vi lahko stisnete tisto like it, 1 sekundo, komi ste pogledali, like it. Mogli smo niste pogledali dobro, kaj to je. Ker so temu vsebine tudi namenjene. Ne preveč misliti, sploh pa ne kritično. Vi sami rečete, všeč mi je. To je vse, kar se od vas pričakuje. Okay? Tisti, ki dajo vsebine gor. Ali pa če jih vi dajete, bodimo pošteni. Tako pri srčku je fajn občutek, ko vidiš, wow, koliko lajkov ima že moja vsebina. Pri srčku tako prijetno, ni. Fajn je, tako se so fajn, koliko je to dobro, koliko jih je, da bo še kaj narediti, da bo še več. Nas ne zanima, ali je nekaj res ali ni. Predvsem nas zanima, a je to komu všeč. A smo mi komu všeč. Zato se bodo tudi spravili pred kamere in se lepo opedenali in spucali in zglacali in počesali, netko kot jaz, na primer, in da bodo komu všeč. Ker to ni namen. Okay? Zdaj, to ne pomeni, da na medijih, da na teh mrežih ni pametnih stvari, še so. To ne pomeni, da so samo tiste, ki so všečkane. Ampak tiste, ki so najbolj všečkane, so tudi najbolj vidne, so najbolj gledane in so vedno znova na prvih straneh. Redko kdaj se ljudje dokopljajo do 10. strani. Algoritem, če ti eno objavo všečkaš in pa ti podobne ven, Tako. Če ti je všeč tole, ti je najverjetneje tudi tole, pa tole, pa tole, pa tole. In ti rečeš, koliko je to dobro, ko mi ponujam, všeč mi vsebine. Fajn. Jaz nimam nič proti temu, da se razumemo. Jaz nisem za to, da zdaj ukinemo vse všečne strani na internetu. Absolutno ne. Jaz sem za nekaj drugega. Da jih pogledamo in se vprašamo, zakaj so nam všeč. Ali so tudi, poleg tega, da so všečne, ali so tudi pametne. Samo vprašajmo se, ker bo to v našo korist. Da ne bomo preveč naivni in da ne bomo verjeli v stvari, ki so lažne, izmišljene ali pa neumne. Ker to ni v našo korist, da verjamemo v lažne, izmišljene, iluzorne in neumne stvari. Prav gotovo ni. Okay? Dobro. No, kot rečeno, torej, poglejmo si eno tako raziskavo, ki je bila narejena. To so vse najnovejše raziskave. Objavljene so bile pred kratkim. Tale, recimo, januarja leta 2024, pred kratkim, skratka je novejša. To so raziskave, ki podkrepljujejo moj prvi današnji sklep, ugotovitev, ki bi jo rad vam prenesel. Moja prva ugotovitev, ki ni pravzaprav moja, je stara, so že drugi trdili enako pred mano in znanstveniki so to, kar bom zdaj trdil, potrdili. So potrdili. In je zelo pametno. Poglejte, mogoče ste že slišali, da se v zadnjih letih v nekaterih šolah, naprimer v nordijskih državah, naprimer v švedskih, na pobudo strokovnjakov in znanstvenikov so se lotili nove prakse v šoli. Nove prakse. To je praksa, na katero smo bili, recimo jaz, pa vaš profesor, pa še profesorci, ki tam nazadej sedijo, navajeni od malega. Ko sem šel jaz v osnovno šolo, smo se učili pisati z črnilnikom, oziroma z peresom. Črnilnik je poslovica, ki je bila črnilo, in smo se učili pisati s peresom. Črke in te besede.
In to je bila, kar potrjuje sodobna znanost, super dobra praksa. Pisati s pač pisati z roko. Pisati z roko. Zakaj? Zakaj so se nenadoma spomnili, mogoče bi pa to staro prakso pisanja z roko, pisanje na roko, obnovili? Zato, ker so jim znanstveniki povedali, da je to super dobro za možgane, za razvijanje možganov, tako je. Motorika, senzorika, koordinacija, tako naprej, več dejavnikov je, ja, tako. In naši možgani so srečni. Bravo. Bravo, da so naši možgani srečni, ko pišemo na roko. Kar je seveda danes videti, nekaj meni se ne da, zato imamo pametne naprave. Bomo raje pisali na torej slikovnico, ne? In znanstveniki se držijo za glavo in rečejo, dobro, ok, vse to je čisto v redu, a ne, da pišete s pomočjo računalnika, ampak bolj je za vaše možgane in za posledično za vašo pamet, pa je, če vsaj kdaj, nekaj napišemo z roko. In če to pišemo zgodaj, ko smo na začetku, recimo, osnovne šole, a mogoče še prej, je pa še bolje, ker to krepi naše možgane. Velja si zapomniti, da so take aktivnosti, kot je tudi svoje igranje na klavirju, nekaj podobnega, kot so ročne dejavnosti, kot je naprimer pisanje, super dobre za naše možgane. Take dejavnosti možgane naredijo srečne. In če hočete imeti srečne možgane in verjamem, da jih hočete imeti, ker je to dobro imeti, potem je dobro malo razmisliti, ker smo med drugim v šoli, ali bi veljalo kdaj poskusiti še s tem, kar poskušajo v nekaterih šolah že pisati z roko. Narediti to kot zabavno prakso. Kot zabavno prakso, kot prijetno prakso. Kolikor se je kdo zmore. Kolikor kdo zmore. To je prvo spoznanje. Kako so take dejavnosti koristne za naše možgane. Zatem je seveda nekaj 100 000 leti evolucije, ko so naši predniki razvijali ročne spretnosti in manipulirali z rokami, ker imamo to možnost, ker ne hodimo po štirih, kot šimpanzi, ki praviloma hodijo po štirih, oziroma plezajo po vejah, resi, se zbirajo, izjemno spretni. Ampak mi smo se pa usposobili za manipuliranje med z rokami. Ni torej naključje, da v nekaterih šolah, že v nižjih razredih v osnovni šoli, v prvem razredu, na primer, uvajajo učenje pisanja na roke. Takih raziskav je veliko, jaz bom naštel še par, zgoraj naštelih bom, kot podkrepitev tega, kar sem že povedal. Sem podkrepitev istega. Druge študije, kako je handwriting, se pravi pisanje z roke, peresom recimo, in kako je to dobro, kako je to koristno in kako je to dobro, da učitelji in učenci ali dijaki, učitelji in učenci, doma starši, premislijo oziroma se zavedajo, pomislijo še enkrat, naprimer kritično, ali je kdaj pisanje, recimo z roko, bolj koristno za vaše možgane, kot pisanje s pomočjo tipkovnice. To je stvar razmisleka. Enkrat je, drugič ne, to je stvar razmisleka. Govorimo o pametnosti. Pamet nam pove, kdaj to je, da ima najboljše učinke na možgane, pisanje z roko.
Kdaj pa to ni treba, ne? Kdaj pa pač na hitro napišemo nekaj, recimo, z pisalnim oziroma s pomočjo tipkovnic. To je stvar razmisleka. Koristno, dobro, pametno je kombinirati eno in drugo, premisliti, ne? Kdaj je kakšna stvar bolj koristna, ima večji učinek na naše možgane, ne kar slepo slediti pač nečemu, na kar smo navajeni. No, to je samo še povzetek pravzaprav istega, še ena raziskava, ta je iz Norveške, ki nam malo bolj podrobno pove, na kaj vse tako pisanje z roko bolj vpliva. To ne pomeni zdaj, da pisanje s pomočjo tipkovnice ne vpliva. Tega nisem rekel. Sem rekel, da to zdaj pa čisto nič. Zdaj pa treba pustiti tipkovnice. Tega nisem rekel. Rekel sem, da je dobro premisliti, kdaj je kakšna praksa učinkovitejša in koristnejša. Okay? To je pametno. Ne? Pametno je to premisliti, pametno je vedeti, kaj se dogaja z našimi možgani, ko, na primer, pišemo pismo nekomu z pisalom, na roke, namesto s pomočjo tipkovnic. To je že ena taka praksa. To je lepa praksa. Pisanje pisem nekomu. Mogoče še v tem času to bolj pride do izraza, ko smo navajeni pošiljati kratka sporočila, kot se reče. Kratka sporočila ali SMS. Ne? Kratka sporočila, ki jih napišete v nekaj sekundah. Nekaj drugega je napisati pismo, na primer prijatelju, ali pa očetu, ali pa mami, pa nekomu za rojstni dan na roke, nekaj drugega. Ali je to zelo koristno za naše možgane? Vsekakor je. Zelo koristno. Poleg tega so SMS sporočila, vsa so si enaka, ne? Rokopis je pa pri vsakem človeku drugačen. In včasih so recimo ljudje zelo skrbeli za, temu se je reklo tudi lepopis, ne? Da so lepo pisali. In za možgane je zelo pomembno, kaj ti lepo pisati pomeni tudi počasi pisati. In spet za našimi možgani srečni. Okay? To ne pomeni, da niso nič srečni, ko vi napišete SMS, še enkrat, da ne bo pomote. Tega nisem rekel. Ne? Rekel sem samo, da je dobro vsaj kdaj pa kdaj pomisliti, da bi pa mogoče kakšno stvar napisali tudi na roke, ker je to zelo učinkovito, tukaj pač par stvari piše, a ne, za naše možgane. Tega ni treba vedeti, ne, kaj so nevronske mreže, kaj so sinhronizirane aktivnosti, da ni treba vedeti. Tega ni treba vedeti. Zadošča, da vemo, da je to koristno, da je to v redu, da so možgani v dobri kondiciji, ker jih na ta način treniramo. Treniramo jih bolje. Bolje jih treniramo, kot če pošljemo nekomu SMS. Ok? Torej, še enkrat, to ne pomeni, da zdaj ena praksa čisto za nič, ena je pa super dobra. Ne govorim črno-belo, govorim samo o tem, da je dobro premisliti, kdaj je kakšna praksa učinkovitejša, boljša in tako. Naprej, govorimo o pametnosti, ne? Ja. To je še ena raziskava, to so samo tega bi vam jaz lahko naštel še zelo veliko, za vas to ni toliko pomembno, hočem samo podkrepiti, da je res veliko študij narejenih, da se veliko znanstvenikov, veliko učiteljev, tudi veliko staršev, veliko učencev že ukvarja s temi spoznanji. Da so super dobro, da imamo računalnike, da je super dobro, da imamo pametne naprave, da je super dobro, da imamo umetno inteligenco, da tja še pridemo, tega ne bomo zdaj dali na svetišče in še nazaj jali živeti pa na roko pisati. Absolutno ne. Kot rečeno že ne vem petič, je pa kdaj koristno pomisliti, če bi pa kakšno stvar vendar ne obudili. Znanost pravi, da je to koristno, in nekatere šole to že prakticirajo, ne, in imajo tudi poročajo o dobrih rezultatih. Tudi rezultati so dobri. Ne samo, da znanstveniki to pravijo, ampak tudi učenci, ko se tega lotevajo, njihovi starši, njihovi učitelji, vidijo, ne, da je to pravzaprav vse res. Ne vse res, kar pravi znanost, ne, da je to
to res koristno za možgane in to res dobro in to znajo tudi povedati, znajo tudi narisati, tako kot je tukaj narisano. Ne? Zakaj je dobro, čemu to koristi, ne? In kaj to pomeni dolgoročno, zlasti dolgoročno, kot sem že prej rekel, ne? Vi boste na svetu še desetletja dolgo, ne? In je fajn imeti možgane v dobri kondiciji, tako kot druge dele 30 ali pa celotno telo je dobro imeti v dobri kondiciji. Ne? To je še enkrat, pa pravi, to samo za referenco na drugega, ne? Vidite, ogromno študije, ne vem, res veliko, ki to potrjujejo, ne? Kako je pisanje z roke, ne? In pomembno in potnita, ne? Zlasti seveda za zgodaj, ko to začnejo, mislim, preko začnejo to otroci v svojem življenju bolje. Ko so stari nekaj let, če ono stopno, osnovno šolo, stari 6 let in podobno. Koliko je to dobro? In pa seveda, treba prihajamo na drugo zadevo. Kot tukaj vidite, ne? Da ni to koristno samo za tiste predele možganov, ne? Ki pač nadzorujejo pisanje z roke. Pomembno je še za eno drugo dejavnost, ki je tudi zelo pomembna za razumevanje človekove inteligentnosti in pametnosti in to je branje knjig. To pa je druga zadeva. Prva zadeva, o kateri smo danes pregovorili, je ročna aktivnost, ki se reče pisanje z pisalom na roke in tako dalje. Zdaj smo pa prišli do druge dejavnosti, ki je neposredno s tem povezana. Še vedno govorimo o pameti. Kaj krepi našo pamet? In če handwriting, oziroma pisanje na roke, krepi, spodbuja našo pametnost, naše možgane, branje knjig spodbuja še veliko bolj. Okay? Pisanje in branje. Branje knjig. Vidite, tukaj lepo piše, ne, kako pisanje z roko, ne, celo spodbuja, prispeva, neposredno prispeva k branju. Spodbuja, krepi, facilitira branje. To gre skupaj. Pisanje in branje. Zlasti je to pomembno v sodobnem svetu, to prvo idejo smo že malo obdelali, se pravi pisanje, bomo raje kratke SMS-e, pa tipkovnica, računalnik in tako naprej. V redu, mogoče pa kdaj tudi ne. Zdaj pa druga zadeva. Druga tema je pa branje. Statistika kaže, da je število prebranih knjig, če pogledamo ljudi, koliko berajo, da je število prebranih knjig v enem letu na posameznika katastrofalno nizko. Spravi, ljudje berajo zelo malo. To ne pomeni, da berajo nič. Berajo zelo malo knjig. Zelo malo knjig preberajo. To ne pomeni, da ne berajo. Ker berajo SMS sporočila, druga sporočila, ki so v medijih. Ne pomeni, da ne berajo. Pravzaprav preberajo kar dosti kratkih sporočil. Samo da to ni isto kot branje knjig. Ni isto. Z vidika možganov to ni isto. Branje knjige namreč trenira druge sposobnosti kot branje kratkih sporočil. Recimo, ena od zelo aktualnih tem je pozornost. Pozornost. Branje knjig. Če si predstavljate, ne če se sploh kdaj videl, a je kdo od vas videl kdaj knjigo v celoti, celo knjigo, Vojna in mir. A je kdo videl od vas, pošteno povedal, a je kdo videl knjigo Vojna in mir? Ok, nič hudega. Ta knjiga ima različne verzije, samo 1400-1500 strani. Da vi preberete 1500 strani, to se sliši že kar malo zastrašujoče. Da če te ne, čakaj, stari, to pa ne, tudi nas, to ne gre. Ja, sej, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Da če poslušamo znanost, nevroznanost, recimo kognitivno znanost, psihologijo, bi te znanosti rekle, lej,
To zna biti zelo koristno. Najprej za vaše možgane. Za, naprimer, odpravljanje ali pa zmanjševanje težav, ki jih imajo nažalost mnogi ljudje. Nažalost imajo mnogi ljudje že težave z pozornostjo, ki postaja vse bolj kratkotrajna. Ja. Nekaj na hitro sporočimo, na hitro pregledamo, na hitro prebrskamo, na hitro se ozremo na neko stran, na hitro in naši možgani niso srečni. Naši možgani se malo meša. Če gledamo, recimo, kako poteka to, kar izraža beseda brskanje, so že zdavlje naredili statistiko, po raznih straneh brskamo v povprečju nekaj sekund. Nekaj sekund za eno snov, nekaj sekund za drugo temo, za tretjo temo, za četrto idejo, za eno fotko, za drugo fotko, tretjo fotko, skratka po nekaj sekund. Naši možgani so seveda zmožni se natrenirati za kratkotrajno pozornost. Imajo nobenih težav s tem. Biti na kratko, na hitro pozoren na nekaj. Možgani imajo nobenih problemov. Le da nastanejo problemi kasneje, ker v življenju pa tudi čist vse ne more potekati na hiter, čim hitreje in od ene teme do druge teme, do tretje teme, do četrte teme. Zato je spet zelo dobro se malo kritično vprašati, ali je pametno kdaj vzeti tudi v roke knjigo, ki ima 200 strani in 300 strani, ni treba reči 1500, in jo počasi brati. Znanost bo rekla, to bi bilo super dober in vaši možgani bodo spet srečni. Ker se krepijo nevroni, celice, ki so v možgani. Povezave med njimi se krepijo. Za možgane je to dobro. Možgani se dobro počutijo. Da berete, razmišljate, si skušate predstavljati, kaj to pomeni, kar ste prebrali, kako to na vas vpliva, čustveno, intelektualno, kognitivno, vseeno, duhovno, je zelo pomembno. In seveda, ker možgani nadzorujejo vaše telo, če so možgani srečni, zdaj pridemo do zelo zanimivega sklepa, če so vaši možgani srečni, je tudi vaše telo srečno. So zelo zanimive zadeve. So zelo zanimive zadeve, ko je človek res srečen, ko zadovoljen, ko se dobro počuti, se vse v telesu, metaforično zdaj to, dobro počuti. Vaša jedra se dobro počutijo. Ste bolj sproščeni, ste bolj mirni in tako dalje in tako dalje. Od hitrosti, od tega hitrega, frenetičnega preskakovanja od ene teme do druge, do tretje, pravzaprav počasi postanete pod stresom, ste pod stresom. Nenehne vsebine, nove in poglejmo hitro in brskajmo in še nekaj novega in nič se ne prime, nikjer se ne ustavimo. Zdi se, kot da kar divjamo, od ene do druge teme, do tretje, četrte, pete, šeste, sedme, stote, potem vprašamo človeka, kaj si pa kaj prebral, ali pa pogledal, ali pa si zapomnil, si se samo malo brskal. Ker je lahko čist v redu. Jaz nimam nič proti temu, da pač brskamo, zato da pridemo do neke teme, ki nas zanima. Sem pa tudi zelo za to, kar piše v tej raziskavi. Da se vzamemo čas, da se usedemo za knjigo in jo beremo. Ne 4 sekunde, ampak ajde, 1 uro. To so aktualne zadeve. Mnogi ljudje, tudi mladi, kot ste vi, zaradi vsega tega spreminjanja v strukturah možganov, ker to smo tudi že zabeležili, je to kratkotrajno brskanje in hitenje, spreminja fizično strukturo možganov. Možgani se spreminja, dobesedno, fizično se spreminja. Ker krepimo nekatera področja, druga pa ne, druga pa zanemarjamo. Zdaj seveda, tisto, kar zanemarjamo, je dolgoročno vzeto čez leta,
lahko tudi zelo velik problem. Lahko ostane problem. Ker smo zanemarili, če neke mišice ne boste dolgo časa trenirali, se bo zvedelo kaj. Če ne boste trenirali, ja, ušvohnela bo, ne? Ušvohnela bo. Ali pa po stujko, ja, atrofirala bo. Izgubila bo obseg, moč, svojo funkcijo bo. Ja, manj močna bo, ne? Ja. Manj močna bo. Ja. Kar spet, ni prav zelo. Ni prav zelo. Dajmo še enkrat ponoviti, o čem smo govorili. Govorili smo o dveh temah. Ena je, da je kar nekaj šol v Evropi, na primer, ki so se v zadnjih letih lotile ene prakse, ki je v glavnem pozabljena. In to je, da se učenci že v osnovni šoli, na začetku osnovne šole, učijo pisati s pisalom, se pravi z roko, ne samo s tipkovnico. In ni naključje, da so se lotili teh praks, ker so jim znanstveniki, na primer psihologi, kognitivni znanstveniki, nevroznanstveniki, povedali, da je to super dobra praksa za krepitev možganov, za krepitev pameti, inteligentnosti, čustvene inteligentnosti, do tega bomo še prišli. Se pravi, da je to pametno početi. In šole so rekli, ok, in počnejo. In poročajo, da so res učinki dobri, ker se jih da zmeriti, da so učenci zadovoljni, da se ne upirajo, češ, to je praksa od naših starcev, mi bomo uporabljali samo še pametne naprave, in da so zadovoljni njihovi starši. Okay, to je ena praksa. Potem smo prišli počasi k drugi, ki je s to prvo neposredno povezana. In to je branje. Zlasti branje knjig. Obstaja spet nebroj raziskav. Imamo, kolikor hočete, dokazov. Tukaj vidite celo tak lep naslov, sem ga izbral, tak lep, prijazen naslov, katere so koristi od branja knjig. Katere so koristi od branja. Ne sam, joj, koliko je to dolg cajt, pa ne bom, pa ne moram, pa toliko debela je, pa dve knjigi, pa to mi toliko cajt vzame, jaz pa z drugim niso ukvarjati. Podnaslov pa je, kako lahko branje knjig pozitivno, ne negativno, tako je, vpliva na vaše življenje. Kako lahko, ker vemo, da lahko. Potem imamo, kolikor hočete dokazati. In seveda, če bi šli podrobno, pa ne bomo, ker to je zdaj ni naš namen, bomo samo omenili par stvari. To smo že prej rekli, da krepi branje, ker berete pravzaprav z možgani, krepi možgani. Tako kot krepimo mišice z težmi, tekom, delamo trebušnega, kaj vse lahko delamo, da krepimo mišice. In v nekem smislu, metaforično, lahko rečemo, da so tudi možgani mišica, ki jo krepimo. In je to super dobro, da jo krepimo. To je za nas v redu, to je dobro, to je fajn, to je pozitivno. In krepimo jo, na primer, z branjem knjig. To še druge dejavnosti seveda, ampak danes smo pri tej. Branje knjig. Kako povečuje, kako vpliva. Počasi prihajamo še na druge teme, ampak ne bomo danes pa široko o njih govorili, mogoče kdaj tudi. Kako to krepi, povečuje naše sposobnosti, čustvene sposobnosti. So zelo pomembne sposobnosti v življenju. Temu se reče z enim izrazom čustvena pismenost ali čustvena inteligenca, čustveno opismenjevanje. So recimo delavnice čustvenega opismenjevanja tukaj, v tej inštituciji, za sodelavce in sodelavke.
kako to krepi, torej branje knjig, naše sposobnosti za empatijo. Empatija je super pomembna. Empatija. Sočutje. Zato, da razumemo, naprimer, lastna čustva in da razumemo čustva drugih ljudi. Zelo pomembno, da čutimo, da razumemo, da prepoznamo, kako se ljudje počutijo v naši bližini, zakaj se tako počutijo, kot se, katera čustva izražajo, zakaj jih izražajo, zakaj to počnemo. Mi sami in to vodi lahko, tako razumevanje, k boljšemu uravnavanju svojih čustev. Vidite, kako smo prišli od branja knjig, zelo hitro, naprimer, k uravnavanju naših čustev. To seveda ne pomeni, da zdaj samo branje knjig to povzroči, ampak je pa povezano. Je pa povezano, ne? In upravljati svojimi čustvi. Kaj to pomeni, ko se človek kdaj vpraša, zakaj sem jaz tako žalosten? To je že vprašanje z tega področja. Ali pa zakaj sem tesnoben, ali pa zakaj me je strah, ali pa zakaj sem jezen, ali pa zakaj sem kdaj jezen, pa sploh ne vem, se ni treba, da bi bil, pa kar sem. Naprimer, o tem ljudje govorijo, ker ne obvladujejo svojih čustev, ne nadzorujejo jih, nimajo jih pod kontrolo, znajo upravljati z njimi in ugotavljajo, da je to težava. Zakaj sem tolikrat živčen? Jaz ne bi rad bil živčen tolikrat. Zakaj mi je tolikrat strah? Jaz ne bi rad, da me je strah, ker to je neprijetno. Noben človek ne želi, da ga je strah, pa da je tesnoben, pa da se boji drugih ljudi, pa bi se rad z njimi družil, pa ne upa se družiti. To so resne zadeve, to ni tako, saj to ni nič takega. Ne, ni res. Zato je tako pomembna, recimo sodobna praksa, ki se zdaj uveljavlja veliko, in to je razvijanje čustvene pismenosti, prepoznavanje čustev, upravljanje svojimi čustvi, večji nadzor nad njimi, da sem kar jezen, pa sploh ne vem zakaj, da kar uskipim. Zakaj pa ti tako noriš? Se res, zakaj pa jaz to delam? To so lahko zelo neprijetne zadeve. Ali pa da nas kdo potem začne upravljati, on je to živčen, bomo raj ga dali tako malo na stran, da bomo se z njim to udružili, kar nori, pa kar nekaj upije, pa kar jezanje ali pa kaj takega. To ni prav fajn spet, če gledamo iz velika, či svoje sebične koristi. Prej smo govorili o tem, kako smo ljudje zainteresirani, da smo všečkom, naprimer prek medijev, da smo všeč, mi želimo biti drugim všeč, seveda želimo. Želimo, da nas imajo radi, da nas sprejemajo, da nas spoštujejo, da so prijazni, ker smo socialna bitja, ker potrebujemo drugega. Zato je tudi tako zelo pomembno, naprimer, čustveno opismenjevanje, da odvračamo ljudi od sebe svojo jezo, ali pa da smo besni, ali pa kar nekaj kritiziramo, pa kar nekaj upijamo na druge, se nas bojo začeli izogibati. Rekli pa, z njim ne želim biti 2 minuti. Zdaj, vidite, kako je to povezano. Branje knjig, prej smo bili pri pisanju, naprimer z roko, branje knjig, empatija, krepitev naših možganov, zmanjševanje stresa, pogledajte, zmanjševanje stresa. Stres ni nekaj prijetnega. Človek ne želi biti kar skozi v stresu. To ni fajn, to ni v redu. Zoprno je, tečno je, ko čudno se počutiš, slabo se počutiš, zmanjševanje stresa, dobro, da ne govorimo seveda potem o krepitvi sposobnosti, kot je govorjenje, fluentno govorjenje, besednjak, da znamo jasno artikulirati svoje misli, da se znamo pogovarjati, boljši, ko imamo besednjak, več knjig, ko smo prebrali, bolj, ko smo izobraženi, bolj se znamo pogovarjati, da gledamo kotele v nova vrata. Kaj je že prej omenil neki Tolstoj? Kaj je že Vojna in mir? Ti, kaj je že to? Ti ne veš, da je bil Tolstoj? Skratka, da se znamo pogovarjati, da se znajdemo. V knjigah je veliko znanja. Ne samo to, kar smo zdaj rekli, v knjigah je veliko znanja.
več prebranih knjig pomeni več znanja praktično po definiciji. Ne? Torej, kako lahko branje knjig okrepi? Ne? Še ena taka kratek komentar, da bomo pa prišli na tretjo temo. Rekel sem na začetku, da so 3 teme grozne. Pisanje, drugo je zdaj, branje, pa še tretja. Govorimo pa o pametnosti, inteligentnosti, pismenjevanju in tako naprej. Še ena raziskava, ne, kako branje književnih del, ni treba, da so to ravno znanstvena dela, ne, pač literature, književnosti, ne, vpliva recimo socialne in kognitivne sposobnosti. Ne. To sem se pravzaprav že prej dotaknil tega, za tehnični izraz, ne, socialne spretnosti, sposobnosti so povezane z našimi medsebojnimi odnosi. In verjetno se boste strinjali z mano, da so za vse nas medsebojni odnosi zelo pomembni. Zelo pomembni so. Medsebojni odnosi so pomembni, ko so dobri, ker uživamo v njih in nam je fajn in smo sproščeni in se lepo počutimo in tako dalje. In medsebojni odnosi so pomembni takrat, ko niso dobri, ko so toksični, ko nam kdo ubije na nas, ko nas nekdo kritizira. Zlasti so pa seveda na nek paradoksen čin pomeni takrat, ko smo osamljeni, ne? Ko se jih zelo želimo. Tako so še zlasti pomembni. Ne? Ker smo socialne bitja. Ne? In zopet vidite, kako ima branje knjig pri tem svojo vlogo. Da znamo kaj povedati, da se znamo pogovarjati, vse to sem že prej rekel. Ne? In se imamo cel kup dokazov, kako to vpliva na naše možgane, kako jih to krepi, torej branje, ne? Krepi nevronske mreže, krepi povezave med posameznimi nevroni, sposobnosti seveda možganov in tako dalje. Tudi prej smo že nekajkrat poudarili, kako je to koristno, ker nameravamo še nekaj časa živeti. Ne? Nam bodo zelo koristni, zelo prav nam bodo prišli možgani. Ok, no, to je na zdaj drugega. Zdaj pa še tretji. To je pa umetna inteligenca. In raba umetne inteligence. No, jaz vam bom tukaj pokazal na kratko, kako se jaz pogovarjam z umetno inteligenco. To je Claude 4.5, najnovejša verzija oblike umetne inteligence. Vi bolj verjetno poznate ChatGPT, to je tole. To je ChatGPT, to je ta zadnja sličica, ki sem prosil, da mi jo naredi za blog, ki ga bom objavil danes. Mogoče kdo prepozna to osebo, oziroma ta obraz. To je Sokrat, to je grški filozof, bil pred 2400 leti. Zakaj je ta obraz takole razcepljen? Zato, ker je glava padla na tla, ker s tem sem rekel, ChatGPT mi to tako naredi, želim ilustrirati svoj blog o izrazu, ki sem ga danes tudi uporabil, in to je neumnost, oziroma spregovoril bom o tem blogu o tako imenovanem paradoksu neumnosti, zakaj se včasih zdi, da je bolje biti neumen kot pa pameten. Zelo čudno se to sliši, ampak dejansko tako je. Manj je to blog napisal. Moj ChatGPT mi je naredil tole slikco, ki jo bom objavil, oziroma jo pripel. No in tukaj vidite, piše spodaj, zelo piše, lepo, tako sem prej podaril. ChatGPT se lahko moti. Preverite ga. Zdaj, seveda je veliko lažje. To bo zelo, ampak vedno bolj zelo pomembno zlasti v šolah, kjer bodo se morali učitelji naučiti uporabljati umetno inteligenco. Umetna inteligenca nam nikam ne zgina, da se razumemo. Ne bo kar magično jutro zgina. Tukaj bo in vedno boljša bo in vedno večje bo in vedno bolje bomo uporabljali. Zato, ker je to orodje. Ker je prav, da uporabljate. Tudi lopato uporabljate, ker ne greste z rokami kopati zemlje. A si predstavljate, da skušate nivo prekopati s prsti, namesto da plug uporabite? Največ ne. Celo leto uporabljali to bomo. Ja, pa tako. Celo leto, ja. Ali pa da odžagate eno vejo z zubmi, ali kot bobar. Raje vzamete žago. Okay? Umetna inteligenca je natanko isto. To je orodje.
Samo tako, kot je žago treba znati uporabljati, zlasti, če je kakšna cirkularka ali pa kakšna sofisticirana zadeva, ki rabi zraven še priročnik, je tudi umetno inteligenco kot orodje treba znati uporabljati. In zelo dobro je, če jo znamo pametno uporabljati. In se potem ena pamet sreča z drugo pametjo, kar umetna inteligenca je. Oblika pameti. In mi smo tudi pametni. Ampak umetna inteligenca nam že naprej reče, da je stari, daj najprej vse en preveri. Kar je zelo pošteno. Koliko je bilo v vašem življenju do zdaj ljudi, ki so vam kaj povedali in rekli, preveri. Vprašanje. Zelo malo. Da je zelo malo. Ponovadi se kar zdi, jaz že vem, ti mi moraš narediti. Ali pa tako je, kakor bom jaz rekel. Saj mora biti je, razen če ni. Dobro je to preveriti. To se strinjamo. In umetna inteligenca je zelo inteligentna in reče, da je stari, preveri. Ni mi treba nič verjeti. Preveri. Se pravi, vam nalaga delo. Kakšno delo? Če pokažem, recimo, en pogovor z Klodom, poglejte, kaj reče Klod, ko ga nekaj vpraša, in se pogovarjava in na koncu reče, ali ta moj odgovor tebi, glede na to, kako ti vidiš, da sprašal sem nekaj delo z družinami, starši, v nekih tehnikah, nekih metodah, sem rekel, daj mi povej malo, kako to danes po svetu, če je kaj novega, da nam je zdaj tam brsko po literaturi, in mi da, in reče, zdaj pa mene zanima, Klod mene vpraša, da sem jaz njega. Kako je ta moj odgovor, ki sem ti ga ravno kar dal, povezan s tem, kar ti vidiš, pa odkrivaš pri svojem delu z družinami. In sem mu odgovoril, jaz vidim in potem so se pogovarjala naprej. In so se pogovarjala. In pazite spet, pogledajte, kaj reče. No, zdaj mi pa jaz tebe nekaj vprašam. Vidite, let me pose a question to you. V tem jaz vidim izjemno prednost in svoj napredek, da umetna inteligenca mene nekaj vpraša, ker me vpraša inteligentno, a je to koristno, a je to dobro za mene. Seveda je, jaz imam raje inteligentno vprašanje kot neumna. Neumno vprašanje je težko odgovoriti, ali pa je možno dati neumen odgovor. Jaz imam raje inteligentno vprašanje, na katerje inteligentne odgovore. In umetna inteligenca to zahteva od mene. Glej, stari, poslušaj malo, pa jaz tega vprašam. Kako pa ti, ker si v tej poziciji, ker ve, v kateri sem, ker so se že veliko pogovarjali, ker veliko o meni ve, reče, kako pa ti zdaj gledaš? Poglejte, cel kup vprašanj mi zastavi. In še reče, I'm curious, zanima me, radoveden sem, kaj mi boš povedal. Zame je to čisti užitek. Čisti užitek. In če pomislite, kako vas lahko, če seveda znate to orodje uporabljati, še vedno smo pri tem, ki še vedno bomo. Če znate to orodje pametno upravljati, oziroma z njim ravnati, je to lahko izjemno dobro izhodišče za vaš intelektualni, kognitivni, osebnostni, duhovni razvoj. Ker, če hočete na to vprašanje odgovoriti, morate malo pomisliti. Da nam zdaj kar neki butnutri krasne. Ampak da bom dal umetni inteligenci dober odgovor, ker pa bom dobil še eno vprašanje. Ker tega na koncu. Poglejte. But I want to turn this back to you. To si mi povedal, jaz sem nekaj povedal, ampak zdaj pa jaz se spet vrnem nazaj. Kaj ti si tisti, ki tole vidi, in daj mi povej še več o tej temi, o kateri govorim. Tako greva zdaj gor in dol, spred nazaj, dan in se pogovarjava. Z umetno inteligenco se pogovarjamo, na primer. In dobimo lahko zelo veliko znanja.
Zdaj pa gremo v šolo. Če bi jaz vas nekaj vprašal in bi rekel za domačo nalogo, please, odgovorite na to moje vprašanje. In vi rečete, fajn, bom jaz zdaj tam ChatGPT vprašal. Dej, Rutar hoče tale, dej mi odgovor. In ChatGPT vam ga bo dal. On ne bo rekel, ja, veste, to ni zdaj pošteno, vi ste vendarle dijaki, to jaz ne smem. Ne, se tega ne ve. In vam bo dal odgovor, recimo takega. In vi meni prinesete jutri ta odgovor. Rečete, Rutar, odgovor moj, dosežel pri materi, pri svetem očetu. Moj odgovor, da lovte vi mislil, da ga je ChatGPT napisal. Na kar jaz rečem, ja, preberem prvih nekaj stavke in rečem, sorry. Jaz pa natanko vem, kako generira ChatGPT odgovore. Tole niti približno ni tvoje. Prisežem le pri grobu, ne vem, kjerega kralja. In jaz rečem, ne, bova naredila preizkus, spoštovani in spoštovani. Bom jaz vaš odgovor vnesel v tale okvirček, pa bom rekel, Klod, daj ti preveri, kdo je to napisal. Človek ali ChatGPT? Ali pa mogoče kar ti sam? In mi bo odgovoril, glede na strukturo stavkov, glede na pogoste fraze, itd., sprav, glede na verjetnost, kako so stavki napisani, trdim, da sem to napisal jaz. Bo rekel, Klod. Okay? Se pravi, ne samo, da ni moralno, da ponujate odgovor, ki ni vaš, ker ga je napisala umetna inteligenca, ne samo, da to ni moralno, ni pošteno, pravzaprav je zelo kratkovitno, tudi ni pametno. Ker, če nič drugega, če ne jaz, ali pa vaš učitelj, vas bo umetna inteligenca takoj odkrila, da to nisi ti napisal. Ker vemo, kako je umetna inteligenca trenirana. Mi vemo, v veliki meri vemo, kako tvori stavke. Vemo, kako deluje. Vemo, v nekem smislu, pravim, je zelo predvidljivo. Saj smo tudi mi zelo predvidljivi. Saj prav, da smo. Se pravi, pametna raba umetne inteligence je tole. Pogovarjajte se, jaz bom pa, kot vaš učitelj, ocenil, kako ste vi spraševali umetno inteligenco. Ne, kaj je ona odgovorila. Mene ne zanima, kaj je ona odgovorila. Jaz ocenujem vas. Mene bo zanimalo, uporabljajte umetno inteligenco, pogovarjajte se z njo, jaz bom pa ocenil, ko bomo pogledali tale protokol, kako pametno, kako inteligentno ste jo spraševali. Kako ste se pogovarjali z njo. Ker eno je, imam tole vprašanje, daj mi odgovor, in se je učitelj takoj vidi, da je odgovor napisal nekdo drug. Ne, pokažite mi svoj protokol, koliko sem ga jaz vam zdaj svojega, pa bomo šli skozi vaše odgovore. Ne njegove od umetne inteligence. Ker jaz vas ocenjujem, jaz sem vaš učitelj. Se pravi, jaz ne imam nobenega strahu pred umetno inteligenco. Ravno nasprotno, če jo znamo pametno uporabljati. Ker umetna inteligenca vam bo, včeraj recimo sem za ene druge potrebe naredil, jo prosil, da naredi, temu se reče deep research, da naredi raziskavo. Da naredi raziskavo o neki temi. To raziskavo je delala približno 1 uro in 11 minut. In potem napisala poročilo. 17 strani dolgo poročilo, za katerega bi jaz rabil pol leta. Ker je pregledala 600 referenc, 600 člankov, knjig, poročil, raziskav
je pregledala, jaz bi to pregledal, ne vem, če bi bil pol leta. Ona je pregledala v 1 uri in 11 minutah. In mi izpisala vse reference, vse naslove internetne, odkoder je črpala podatke, in seveda spodaj je pisalo, zdaj pa Dušan Rutar, veš pa preveri. V bistvu mi je naložila delo. Naložila mi je delo. Kot moj osebni asistent mi je povedala, tle imaš 600 člankov, delal sam brskal, kje so, zdaj pa na tebi, zdaj pa beri. Naložila mi je torej delo. In to je tisto, kar želim tukaj zagovarjati. Pisanje z roko je pravzaprav v nekem smislu, ne bom rekel, da je nekako zelo težje, ampak malo bolj zahtevno kot pisanje na tipkovnici. Zlasti, ko to obvladate, ali pa pisanje kratkih SMS sporočil. Koordinacija, zaznavanje, to, kar smo prej rekli, ampak to ni tako zelo. Branje knjig je zahtevno. Branje knjig je zahtevno. Je koristno, je pa zahtevno. Ker je prav. Pametna raba umetne inteligence je takisto zahtevna. Če jaz hočem pametno odgovoriti umetni inteligenci, da ne bom dobil neumnega odgovora, moram najprej premisliti, kaj jo hočem vprašati, kaj natančno jo hočem vprašati, oziroma kaj jaz tudi povem, saj ne samo, da jaz sprašujem, jaz povem, kako razmišljam, kakšna je moja ideja, kakšni so moje sklepi in potem rečem, kritično oceni moje razmišljanje, pa sem kje falil, sem rekel kakšno logično napako, daj preveri me. In potem reče, koliko sem demonstriral, reče, a vidite, to je bilo tle. Poglejte to, co sem prej rekel, 1 ura 11 minut je potrebovala za ono raziskavo. Ko sem vprašal o sodobnih inkluzivnih praksah po svetu z enega področja, s katerim se pač zdaj ukvarjam. 1 uro 606 virov, 1 uro 11 minut, tukaj je pa poročilo. Mi je napisala poročilo, tukaj je poročilo, to je 17 strani dolgo poročilo in delo. Delo, to je zdaj delo. Najslabše seveda, kar bi bilo, da bi jaz, sicer zdaj ni nikoli, ki bi to naročil, ampak ajde, da bi tole preprosto samo nekomu poslal, rekel, to je moj izdelek. V 1 minuti me on razkrije, to poročilo da nazaj Klodu, pa reče ti, je to Dušan Rutar napisal, a si ti. Klod to pogleda, pa reče, čakaj stari, to sem jaz včeraj napisal. To ni od Dušana Rutarja, kaj zagreste? Ne? Pa ne? Torej, nam nalaga delo. In to, kar jaz tukaj zagovarjam danes, je pravzaprav kognitivno, zahtevno delo, ki je v vašo korist. Branje knjig je v vašo korist. Kakšno pisanje na roko pisma svojemu prijatelju je v vašo korist. Pa pametna uporaba, pametne inteligence, oziroma umetne inteligence je v vašo korist. Zdaj pa pliz. Koliko tega, kar sem jaz povedal, je bilo razumljivo, povejte, oziroma, če ste šli preverjati, kaj od tega, kar sem povedal, povejte, če sem se kaj zmotil, če sem mogoče kaj spregledal, če sem kaj narobe povedal, pliz. Ja. Sem rekel, da bi ravno pol leta, da bi drugač te dokumente nekako, ampak zdaj, ko vam je to delo naložil, pa ste tudi ukradili, to je 606 člankov za predelati. Ne, mi se čisto res konkretno sprašujem, ne? Ja, če ne bi bilo umetne inteligence, bi jaz brskal po Googlu in pisal, ali pa v kakšnih drugih platformah, kjer so članki naloženi, bi pač s temi gesli iskal članke.
Bi šel recimo na eno stran in bi napisal sodobne inkluzivne prakse in bi mi vrnil recimo 10.000 člankov, pa bi potem to skrčil z filtri na 50 in potem bi šel skozi vseh 50 abstraktov, ker bi mi vzeli toliko časa. Ok, razumem. Torej, iz teh 606 boste vi tudi takole, in potem to, kar je. Tako. Ok, super. On je pa to naredil namesto mene. Sam da mi je skrajšal čas. Ni treba tebi iskati, poglej v članek od Jankota pa od Metke, namesto da bi jaz med 10.000 iskal Jankota pa Metko. Ja, on poiskal. Prebral ga bom pa jaz, seveda. Ja, super, ne? Ja. Je super, lahko, ne? To Ja. si tudi zavladilo, da malo razmišljajo, ne? Torej, dati delo, ne? Hkrati ti pa tudi zelo veliko, ne? Olajša tole brskanje, iskanje, ker že v sami osnovi tisto, kar te načrtno, ne? Ker koliko časa, recimo, draga Medina, ne vem kako vi, ampak koliko časa včasih izgubimo resnično samo z brskanjem, iskanjem, Ja. da dobimo, tako kot je rekel gospod Dušan, tudi predstavljajo, ne? Nekaj nas zanima, tema nas zanima, in je rekel, nič narobe, če greste in to rešeširate, raziskujete, iščete, ne? Glejte, kako to zgleda, se lahko gledamo primer. Zdaj jaz kliknem na tole poročilo, poročilo se odpre in evo, gremo gor čist na vrh in reče, ok, tole in nekaj napiše, potem pa reče, te so pa reference. Veš pogledati na te reference, če hočeš kaj več vedeti, ko mi povedal 2 stavka, jaz še nič ne vem o tem. In reče, super, tudi da si mi to dal, gremo pogledati, kako je s tem v Italiji članek, ali mi je s tem naložil delo. Jaz seveda mi ga naložil, jaz pa ta članek prebrati. Jaz pa nam je tukaj, skratka. In gre pol nazaj, pa rečem, ok, ne, tale je, to, ok, in grem naprej in rečem, to razumem, ok, kaj pa tule, to me tudi zanima, seveda, viš, koliko je to dobro svetoval, grem tle gor, ko mi on reče, evo, beri članek. Jaz sem si prek Kloda naložil, tole bo kar dosti dela. Ampak se jaz ga hočem, zato ker bom na koncu napisal članek iz tega. Super, Ja. to, ne? Lahko bi pa jaz sam to brskal, vse bi do tega prišel, seveda. Ampak bi mi vzelo ogromno časa. Ko smo prej rekli, zakaj bi z rokami kopal nivo, če vam pa tam le multikultivator. A smeš samo bolj zelo redko všeč? Ne, ker kaj se nam pa zgodi, ne vem, kako se vam dijaki to, če se vam to dogaja, ampak potem pa, ko brskaš, te še pa nekaj drugega zamika in potem vidiš, še tole, in potem se počasi obakneš iz tega in zdobiš. Ne vem, kako vidiš, ampak to je to, ne? Tole te pa fokusira, samo to, kar potrebujemo. In v tem je velik del tega, kar imajo pametnost. Dušan, eno vprašanje, glede na te 3 temelje, kako pa veš, kako bi to v šolo zdaj ustavili, nekako tvoj pogled na to? Jaz bi zelo rad, recimo, zdaj smo v šoli, če bi bil jaz vaš učitelj, zdaj ta hip sem, ali pač ne bom več, bi rekel, ok, zdaj smo nekaj slišali, ste nekaj slišali, jaz sem nekaj povedal, dal sem vam tukaj primere, pa reference, pa članke, pa vse, in bi rekel, ali ima kdo od vas kakšno vprašanje, ki ga bi zelo zanimalo, bolj podrobno zanimalo. Bi rekel, meni pa bolj zanima, recimo, čustvena inteligenca, kaj pa to je? Nekdo bi rekel, meni pa to zanima, ker smo to izraz prej uporabili. Fajn. Zdaj pa please, kar tukaj lahko naredili, ni treba doma, lahko bi tukaj naredili. Dajmo vprašati najprej umetno inteligenco, kaj to sploh je. In nam bo nekaj rekla. Dala vam odgovor. Potem pa rečemo, ampak mi se pa ne bi zadovoljili samo s tem, kaj to je. To je premalo. Ker je noter, tako kot rekla kolegica prej, sej tle je pa cel kup enih izrazov, ki jih jaz ne razumem. Prejmo to raziskovati. To bi jaz počel. Se pravi, umetna inteligenca nam bolj kot prej omogoča raziskovanje. Ne sam
jaz kot učitelj nekaj povem, vi si zapišete, naučite se, po možnosti na pamet, jutri pišemo test, če te vse znali, dobite 5. Ne, raziskujmo. Jaz sem danes uporabil celo vrsto izrazov, z vsem dolžnim spoštovanjem, ki ste jih verjetno slišali prvič. Naprimer, fluentnost. Ne vem, če že kdo od vas slišal za tak izraz. Fluentnost. To je povezano, ali pa recimo, prej sem govoril o besednjaku. Število besed, ki jih človek uporablja, ko govori, lahko je toliko veliko, lahko je toliko veliko. Fluentnost. Kako tekoče človek govori, a se mu skozi zatika, danes bi sem mislil neki, no, tako, lejte, neki bi povedal, oh my god, daj povej že, a ne? Kdo bo to poslušal? Torej, če govorimo, zlasti, če smo predavatelji, učitelji, ali pa kje nastopamo, je fajn, da tekoče govorimo, da se nam ne zatika. Temu se reče fluentnost, da proizvedemo, kot se reče, veliko, naprimer različnih besed, različnih stavkov, ki tečejo in ljudje poslušajo in razumejo. Ali je to pomembna sposobnost, zlasti, če ste čita, če nastopate, tako, ja, seveda je. Ali je to pomembno, recimo, če hočete kaj napisati, ne, predstavljajte si, da rečete, da bom pa jaz napisal, pa bi sam napisal svojemu prijatelju za rojstni dan. Dragi Janko, danes imaš rojstni dan, pika. Ja, želim ti vsa najboljše, pika. Oh my god, a je to pismo, ne? Lahko je to SMS, ne? Ampak ni pa pismo, ne? Dragi Janko, ob tvojem 18. rojstnem dnevu se spomnim, ko sva prvič pred 5 leti bosonoga tamle iskala polže na vrtu in takrat si postal moj dragoceni prijatelj. V tem času, kar se poznava, se je meni veliko spremenilo, odkril sem, kaj je resnično pravo prijateljstvo, zelo cenim, da si moj prijatelj in tako naprej. In ob današnjem rojstnem dnevu ti želim, da bi bila še naprej dobra prijatelja in tako naprej, tvoj Joža. A je to kaj drugače od onega prvega? Ja, mislim, da je. A bo Janko tega bolj vesel kot onega prvega SMS-a na kratko vse najboljše? Ja, mislim, da ja. A vidite, ker bo to vzbudilo v njem ene občutke. Wow, spomnil se je name. Res se spomnil pred 5 leti, ko so tam neune polže lovila. Aha, in najino prijateljstvo se je stkalo. Wow, dobro, da se je to spomnil. Seveda, ne pravi prijatelji se spomnijo na take stvari. Koliko lepo, in to mi je povedal, da wow, koliko se dobro počutim. Tako je za mnom opisalo, dragi Joža, zelo sem vesel tvojega pisma, tudi sam se spomnim mnogih dogodivščin, ki sva jih preživela skupaj v zadnjih 5 letih kot prijatelja. Spomnim se mi, ko si mi enkrat rešil iz zadrege, ker nisem imel pri sebi, ne vem, 10 evrov, pa smo šli v McDonald's, pa sem si tako zaželel, ne vem, kaj tam strežejo, kava in koga že, hamburgerja. Zelo sem vesel tudi tvojega pisma, veseli me, da si se spomnil name, itd. Tvoj Janko. A vidite? Kako je to čist nekaj drugega, ko stvari tečajo, ko smo fluentni, ko znamo govoriti, ko smo artikulirani in nam drugi prijatelj, znanec, ali pa učenec, ali pa kdorkoli že, ki je pred nami, reče, wow, to pa sem rava, s tem človekom bi pa jaz še bil, recimo, ali pa bi ohranil stik ali pa kaj takega, ne? A sem razumljiv, vam to kaj odmeva, kaj prepoznate v sebi, ne? Kako so te stvari pomembne, ne samo zato, ker nam je zdaj predavanje in to abstraktno pomembno po nekih člankih tako piše. Ne, to je neposredno pomembno v vsakdanjem življenju. Naprimer, dajmo še en primer, ne? Ko smo govorili o čustvenem opismenjevanju, pa o čustveni inteligenci. Dajmo to malo še raziskati. Ne? Lahko bi rekel, ok, dajmo še malo raziskati. Lahko tukaj raziskujemo in se pogovarjamo o tem, ali pa tudi ne. Lahko tudi doma raziskavo naredite, pa jo prinesete v obliki tega poročila, pa se bomo pogovarjali o tem. Sam ne, tukaj je prisežen pri materi, da sem to jaz napisal, da mi 5. Ne, no, tako preprosto v to ne gre. Recimo v vsakdanjem življenju. Recimo, da ste žalostni. In recimo, da nekomu rečete, ko vas vpraša, kako pa si, pa rečeš, tako, malo sem žalosten. Itak se ni pa na obrazu videli si. Kaj bolj vpliva na vas? Imamo dva možna scenarija. Vi nekomu rečete, da ste žalostni.
Odgovor A, saj to ni nič tazga, ne se sekirati za dežjem, posije sonce. Okay. To ni zdaj nekaj razno pomaga. Ali pa odgovor B, ja, razumem, verjamem, da si žalosten, ni to prav prijeten občutek, tudi jaz ga poznam. Lej, če želiš, se lahko o tem pogovarjala, jaz sem ti na razpolago, če ne zdajle, mogoče kasneje, ampak samo toliko, da veš, I feel your pain, razumem tvojo bolečino. Kjer odgovor bi vi raje? Bunga ta prvega ali tega? Zakaj tega? A vidite? Zdaj se pa lahko pogovarjamo spet. Zaradi meni lahko tudi vprašamo ChatGPT ali pa Kloda ali pa kakšno drugo obliko umetne inteligence. Čeprav oni čustvo nimajo, ne? Umetna inteligenca ti bo rekla, ja, le, Dušan Rutar, jaz ne vem, kaj čustvo je. Lahko ti dam definicijo, lahko ti dam ne vem koga, iz ne vem, kjer je šlankov, 606 virov, kjer se boš poučil, kaj to je. Jaz ne čutim, ne? Umetna inteligenca nima čustev. Lahko se pa pogovarjam s tabo. Razumem, da si žalosten, gotovo se je kaj takega zgodilo, da si žalosten, a si pripravljen kaj o tem povedati, jaz se bom, umetna inteligenca, poskušala na to odzvati in se pogovarjamo z njim. Mi bi lahko zdaj to naredili, sam jaz nimam, to bi bilo zanimivo, ne, jaz bi bil kot učitelj. Zdaj bi, nimam te naprave pametne in bi jo vključil. Bi jo vključil in bi rekel, ChatGPT, poslušaj nas, ko se zdaj tukaj pogovarjamo in smiselno, kot ti bomo rekli, se vključi v našo debato. Tam bi še vključil zvok in imamo sogovorca, tukaj bi bil na zaslonu. Jaz bi organiziral tako razpravo, če kot učitelj. Zdaj, danes. Razpravo. Skupaj z umetno inteligenco. Lej, zdaj, Janko je to rekel, Metka je to rekla, pa bi nekdo pač mora upravljati, da ni kar vsi po vrsti, a ne? No, ChatGPT, kaj bi zdaj ti rekel na to, kar si slišal, kar smo se recimo danes pa, to bi bilo danes pa deli, škoda, ker nisem se prej spomnil. Pa bi zdaj vprašali ChatGPT, tamle bi bil vršče, da bi zdaj primir, zdaj bi pa jaz rekel, no, ChatGPT, zdaj je Dušan Rutar tukaj v glavnem 2 uri govoril, ti si poslušal, kaj bi ti na to rekel? Bilo zanimivo slišati, a bi bilo? Zabavno bi bilo slišati. In potem bi mi lahko nadaljevali do večera, če bi motiv, ali pa tudi ne. Jutri pa lahko nadaljujemo, ta odliv prav. Skratka, takole bi približno to izgledalo za uvod, seveda, zdaj nadaljevanje sledi, če bo volja.